Pozdravljeni, dragi otroci. Dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnji knjižni junak Lenivec nas bo popeljal na veliki gozdni festival, kjer se bodo s svojimi talenti predstavile številne živali. Ubogi lenivec razmišlja, kaj sploh je tisto, zaradi česar je nekaj posebnega. Se bo lenivec sploh predstavil na festivalu? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Verjemi. Pa da slišimo. Enkrat na leto v gozdu poteka praznovanje, veselje, zabava, dirka, pravi dan za igranje. Pridite vsi. Veliki gozdni festival vas vabi, na njem vsakdo se lahko predstavi. Že čisto nestrpen je lenivec Leni, ta dan ogromno mu pomeni. Tudi sam bi nastopal, s svojimi talenti bi rad izstopal. Opazoval je tiste, ki jih je najbolj občudoval. Le kako odkril bi talente svoje in vedno zmagoval. Nečem gotovo sem najboljši. V svojem srcu Leni je verjel, zato je hitro pot pod noge vzel. Hej, jaguar, je rekel Leni, zanima me nekaj osebnega. Kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebnega? V gozdu sem najhitrejši, med vejami dreves najspretnejši. Na letošnji dirki bom zmagal, vse tekmece bom zlahka premagal. Težava je v tem, da lenivci po svoji hitrosti res ne slovijo. Zato cilj vedno prečkajo zadnji, če tudi ves čas hitijo. Leni je skušal pohiteti, a ker za počasnega je veljal, se je odločil, da svoj talent drugje bo iskal. Pozdravljena, žaba, je rekel lenivec. Zanima me tako osebno. Kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebno? Raga. Trenirala sem zelo trdo, vadila vsako jutro, zato ne bom se vdala tako hitro. Kot akrobatka pometla bom z vso konkurenco. Lenivec Leni je opazoval žabo, kako skaklja sem ter tja, in med visenjem na veji ga je kmalu poneslo v svet sna. A med spanjem veja se je prelomila, na tleh pa ga je mehka trava prebudila. Ker pa lenivec ni bil ravno najboljši akrobat, se odpeljal je naprej novega prijatelja poiskat. Pozdravljena, kača, je rekel lenivec. Zanima me tako osebno. Kaj verjameš, da je tisto, kar te dela tako posebno? Čarodejka sem, zasika kača. Strašen je moj trik. Izberi karto, vseeno katero, in uganila bom tvoj lik. Lenivec izbral je srčno karto, ali pa morda bil je pik? Težko je reči, saj lenivec ni dobro razločil vseh oblik. A ker kača rekla je pik, Leni je nadaljeval, ne da vedel bi, da bil je pretentan. Lenivec Leni končno ve, kaj navdihuje vse prijatelje, zato zdaj čas je pravi, da še zase se postavi. Mogoče sem se zmotil, ko verjel sem vase, a se ne bom vdal in bil jezen nase. Lenivci najboljše ideje dobijo, ko z drevesa ležerno visijo. Zato se je Leni na veji sedeč umiril, da svoj čaj lahko bi v miru popil. Leni v trenutku je spoznal. Vse to sem narobe razumel.
Da drugačen sem, je prednost. Zdaj to sem doumel. Potem je vzkliknil: pa jo imam. Jaz se res nikoli ne predam. Lenivec se odpravil domov in razmišljal o zamisli svoji, ter hitro začel tehtati in peči v pečici novi. Vse sestavine pravilno je odmeril in se ob tem močno razveselil. Lenivec niti besedice ni rekel, samo v miru je torte pekel. Pri peki hitrost ni glavna vrlina. Pomembno je le, da pek pri delu uživa. Lenivec res ne ve, kako naj elegantno se premika, a zagotovo mešanje njegova prava je odlika. Stepal je v svojem velikem belem klobuku, nobene sledi ni bilo o kakršnem koli obupu. Čeprav lenivčeve oči niso mogle videti vsega dobro, je z nosom in rokami premagal tudi to oviro. In tako delal je vso noč. Krasil torte do jutranjega svita na vso moč. Potem, ko vse je zapakiral, se na festival veselo je odpeljal. Bip, 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 bip. Skozi množico drvel je z glasnima bip, 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 bip. Bil je tako vznemirjen, da je celo pozabil iti spat. Svoje umetnine ponosno je razstavil, da njihov slastni vonj je množico omamil. A tudi drugi so se zelo potrudili. Svoje znanje in talente pogumno so razkrili. Vsi vpili so v en glas, da zmaga k lenivcu mora iti. In leni navdušenje nad pokalom ni mogel skriti. Tako zelo sem se trudil biti drugim podoben, da sem čisto pozabil nase, ko bi moral le verjeti vase. Lenivec Leni zdaj svet gleda z drugačnimi očmi. Ve, kam gre in se že novega dneva veseli. Bravo, lenivec! Res sem ponosna nate. Pohvaliti pa moram tudi tvoje prijatelje, ki so ti na poti spoznavanja samega sebe zelo pomagali. Bravo! Ja, vsakdo izmed nas ima sposobnost, zaradi česar smo posebni. Le verjeti moramo vase, v nas se namreč skriva ta čarobna moč. Res navdihujoča pravljica. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni precej podobni pravljici z naslovom Skriti talent lisjaka Lovra, v kateri boste spoznali prikupnega lisjaka, ki je prav tako iskal svoj talent in naj vam prišepnem, na koncu mu je uspelo. Vabljeni k poslušanju. Prijeten pozdravček vsem, le verjemite vase. In se kmalu spet poslušamo v pravljičnem svetu mojega knjižnega kotička. Lepo se imejte. Čau, čau.